smo v predvolilnem letu. Tiskali se bojo jumbo plakati in se obešali. Kupovale se bojo agencije, video spoti, najemal se bo oglasni prostor v medijih in preko najemanja oglasnega prostora se bo kupovala naklonjenost urednikov in novinarjev. Ne? In recimo spomnimo še na 103,000 evrov, ki jih je GEN-I nakazal. Recimo Vesni Vuković, še vedno ne vemo, to sem točno zakaj. Je zdaj že kar nazaj, malo v novinarstvu spet. Ne? Hočem reči, glej, ene stranke bodo za ves ta predvolilni direndaj najemale posojila, ne? In potem morale med drugim, recimo kot SD, verjetno reševati s prodajami nepremičnini, ne vem kaj. Druge, ki so na oblasti, imajo lažjo nalogo, ne? Lahko si sposodijo denarni tok, naprimer GEN-I-ja, ne? In zadeve speljejo bolj širokopotezno oziroma zalijejo medije in še koga z večjo količino denarja. Bi pa rekel tako, da v bistvu, glej, ključnim arhitektom, ne, ki to iz ozadja pripravljajo, o enem še bova, ki se je preselil iz obrambnega ministrstva nekam tik pod vrh državnega holdinga, seveda potem ni vseeno, so te transakcije javnosti vidne ali ne. Zdaj pa, da Svoboda konkretno že pošteno zajema ta finančni vzvod pred naslednjo kampanjo, kaže pa naprimer že Dars, ne, kjer je bil proračun za marketing še lansko poslovno leto okrog 150,000 evrov, pa ga je zdaj gospod Ribič povišal že na 500,000.